Vse skupaj se je nekako začelo v konec januarja, takrat, ko se je koronavirus nekako razvnel na Kitajskem. Takrat so zaprli lete kmalu in ljudi iz Kitajske so s avionom pripeljali nazaj in jih niso pustili, da bi šli nazaj pač domov, ampak so jih za 14 dni dali najprej na en otok, Christmas Island, tam kam je v bistvu za tele migrante, take take migrante, ki so se nekako z ladjo ali pa tako nekako hoteli prihotapiti v Avstralijo, take so jih dajali na ta otok in potem so zdaj ta otok uporabili za te ljudi, ki bi mogoče imeli koronavirus. No, tako se je začelo, tako da začetka so v bistvu zelo na hitro so se nekako začeli ukrepati, ampak potem so pa verjetno malo prepočasi nekako ukrepali. No? In zdaj nekako se mi zdi, da nimajo enega blaznego plana, vsake par dni se stvari spreminjajo se deloma zaradi tega, ker ljudje pač tega resno ne vzamejo. Dosti, recimo en teden nazaj nekaj takega so pač ene ukrepe, da se več kot 10 ljudi ne sme družiti, ampak potem so imeli na enih plažah, je bilo tam stotine ali tisoče ljudi in potem so rekli, tako da zdaj od ponedeljka naprej, da samo dva človeka, ki nista v isti družini, lahko družita. Tako da so v bistvu stvari se spet stalno spreminjajo. Kar se mi zdi, da so dobro naredili, je, da jih res, da nekako se bojijo, da bo teh ekonomskih problemov in zaradi tega je vlada res veliko ukrepov naredila, da se pomaga različnim biznisom in tako naprej. To se mi zdi, da kar dobro delajo. Mogoče so ene dve napake naredili. Ena napaka se mi zdi, da niso dosti hitro za starejše malo poskrbeli, ne? Da so nekako za vse isto nekako ukrepe naredili, ne da bi tako, da bi res, ker so pač starejši najbolj občutljivi za to, ne? Da bi pač za njih nekaj posebenega in po zadnje čase se malo na ta način s tem ukvarjajo. Druga stvar je bila pa s temi popotniki, ki so nazaj prihajali, po mojem niso dosti naredili, da bi jih nekako izolirali. Posebno veliko je teh ladij, ki ljudje hodijo na križarjenja in to imajo zdaj še probleme, še na blaznenih ladjih in se zdaj ne vedajo, če bi jih pustili v Avstralijo ali ne in baje so, da so to ena pravila, da jih morajo pustiti, ne? Ampak jasno pa postaja problem, ker je veliko okuženih ljudi na teh ladjah. Tako da zdaj se še zmeraj, se mi zdi, diskutirajo, kaj bojo zdaj s temi ladjami naredili in koga bojo pustili na kopno in tako naprej. Ja, jaz se ustvarjam z proteinsko strukturo, tako da direktno najbrž ne moramo, vsaj kratkoročno zelo vplivati s tem, kar mi delamo. Čeprav sem na enih proteinov iz virusov tudi delal v preteklosti, samo nič kaj zelo podobnega koronavirusu in tako naprej. Tako da zaenkrat še ni bilo zelo veliko možnosti, da bi res pripomogli k tem pač raziskavam glede na temu. Se pa pogovarjam z eno firmo na Kitajskem, kjer delajo eno cepivo proti koronavirusu in bi pomagali, če bi strukturo določili tega pač antigena, ki ga bojo uporabljali. Tako da zaenkrat še tega nismo začeli, zaenkrat se sam pogovarjamo, ker še niso naredili tega antigena, ampak potem, ko ga imajo, pa potem pa upam, da lahko mi pomagamo s tem. Na splošno pri nas, ker ukrepi še niso tako ostri kot v veliko evropskih državah, zaenkrat lahko še naprej delamo svoje raziskave, laboratoriji so še odprti, ampak veliko stvari je pa problem, ne. Potovati že nekaj časa ne moramo, zdaj tudi po Avstraliji, tako da smo v bistvu vezani na biti v Brisbaneu. Nekako nam svetujejo, da ostanemo doma, če se da, delamo od doma, tako da veliko ljudi ni
pač, če v laboratoriju delamo, je treba v laboratoriju, to ne moreš doma, ampak veliko ljudi ostaja doma in tisto, kar lahko doma delajo, delajo doma, tako da je nekako manj komunikacije oziroma se morajo naučiti na nov način, kako komunicirati s študenti in z drugimi sodelavci. Kakšni servisi pa take stvari ne delajo, recimo mi uporabljamo eno stvar, ki se imenuje sinhrotron, ki zelo močne rentgenske žarke dela in ta je v Melbourneu in to so zaprli, tako da trenutno ne dela, tako da ne moramo svojih kristalov tja pošiljati in tako naprej. Tako da v bistvu je zelo veliko vpliva. In tudi isto za učenjem na univerzi imamo tudi podobne probleme, ker nimamo nobenih takih predavanj, kot smo jih ponovadi imeli. Imamo vse po internetu. Ja, trenutno se še ne vem, če lahko ocenim, kakšen bo vpliv. Po moje bo vpliv slab, ker se morajo, po moje študenti rabijo nekaj časa, da se navadijo na tole. Recimo, jaz sem imel eno predavanje, je bil prejšnji teden, ko smo nekako zaprli vse skupaj in smo potem šli na internet in sploh in sem jaz imel en tako diskusijski forum sem odprl. Tako predavanje smo dali na internet, da se lahko taka že posneta, da se lahko gledali in potem po par dneh sem tale diskusijski forum odprl in potem ni bilo sploh nič, se ni zgodilo. Tako da sem potem mogel ene druge nove ukrepe, da smo potem en tak Zoom se priključili pa tako naprej, da sem jih malo spodbudil, ker zgleda, da so pač, po moje so šli malo na počitnice, oziroma se niso vedeli, kako naj bi s tem delali in potem niso delali nič. In to bo problem, ki bo potem, ko bo pa izpit, ne bo pa prepozen, da bojo potem zadnjo minuto se verjetno ne bojo, ker so veliko naučili. Tako da po moje bo imelo vpliv tole, ker se morajo navaditi počasi na tole, ampak zdaj zadnje par dni sem zgleda, da se malo več začenjajo vključevati, veliko vprašanja pač vprašajo po internetu, tako da lahko jaz odgovarjam in na ta način po Zoomu se malo pogovarjamo pa tako naprej, tako da se gre malo na boljše. Ampak po moje, nasplošno, po moje bo problem tale semester, ampak upam, da se bojo pa malo bolj dolgoročno, da se bojo pa malo bolj navadili. Problem je to, da veliko stvari, ki jih ponavadi uživamo delati, jih pač ne moramo več. Moramo nekako spremeniti stvari, ki delamo, na kakšen način delamo. So kakšne pozitivne stvari, recimo, če se spinam s kolesom, po ulicah, po cestah naokrog, je veliko boljše, je veliko manj prometa. Ampak tako, veliko ljudi se vidimo, ki se s kolesom vozijo, ki laufajo. Tako da malo je mogoče zaradi tega, ker so prej druge športe, ampak po moje se več zdaj ljudi športom ukvarja zaradi tega, ker pač imajo manj drugega za delati. Tako da verjetno so kakšne pozitivne stvari, ampak to pač tega družbenega življenja je pa manj, in je včasih malo problem, ker se moramo počasi navaditi na tole. Ja, z mojimi starši sem verjetno povezan več, kot ponavadi, ker oba dva sta več kot 75 let stara in me malo skrbi, in zato se malo večkrat pogovarjamo, da malo vidim, kako jim gre. Tako da ja, to je tudi mogoče ena pozitivna stvar. Ampak upam, da bosta brez problemov skozi to prišla, ker starejši so najbolj občutljivi na to. Ja, recimo s tem na področju, ki jaz delam, oziroma kot znanstvenik, sem imel več diskusij zadnje čase s svojimi študenti, ker pač karijera se ne more kar ustaviti. Mi moramo pač se nekako prilagoditi, pa naprej delati, na kakršen koli način se da. Na srečo, trenutno pri nas še lahko gremo v laboratorij. Verjetno se bo to, mogoče čez kakšen teden, jaz mislim, da bojo to ustavili malo, pa da nam bojo par dni nas ne bojo pustili sploh na kampus, bomo videli. Ampak in zato se treba prilagoditi, ker ne moramo kar na počitnice, ampak
treba pač stvari delati, ki se jih da delati na ta način, da ni treba v laboratoriju, naprimer, pisati kakšne članke, brati literaturo in tako naprej. Ene stvari se da delati. Tako da jaz bi rekel, da se pač treba prilagoditi in delati naprej. In če se pa da sploh kaj svoje znanje uporabiti, da se pomaga temu pač znanosti glede koronavirusa, potem je to pa najboljše, ne?